Kljub temu, da je Colt samo spremenjen, ima čisto novo masko, ki spominja na reaktivno letalo. Vse ostalo pa je pri trivratni izvedbi praktično enako kot pri predhodniku. Tudi v notranjosti ni veliko sprememb. Armaturna plošča je takšna, kot lahko pričakujemo v avtomobilih tega razreda, plastična. So pa odpravili prosojno plastiko, ki je vsaj na videz delovala ceneno. Žal pa niso odpravili največjih pomanjkljivosti preglednosti. Zaradi varnosti masivni stebrički preveč zakrivajo pogled. Merilniki so bolj pregledni, zelena osvetlitev je zamenjala oranžna. Malce čudno pa je dostopanje do informacij potovalnega računalnika, saj morate za prikaz porabe pritisniti tipko Mode Set na radiju. Colt je mestni avtomobil, zato ga boste stlačili v še tako majhen parkirni prostor. Zaradi majhnega kroga obračanja ga boste velikokrat obrnili kar sredi ulice. Veliko je odlagalnih mest, še najboljši pa je ohlajen sovoznikov predal za vroče dni. 1,1 litrski trivaljnik proizvede 55 kW, je poskočen in za mestno vožnjo odličen. Vsak Colt je opremljen tudi z indikatorjem prestave, ki vam pove, kdaj je najbolj racionalno prestaviti. A vseeno ni pretirano varčen, poraba na testu je bila 7,2 litra na 100 km, je pa zaradi svoje zasnove zelo glasen. Za nekaj več kot 10 000 evrov boste dobili serijsko dobro opremljenega Colta, s katerim bo žena zelo rada odšla po nakupih.